Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo WW Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Ustavna komisija Državnega zbora je oblikovala posebno strokovno komisijo, ki naj bi se do prihodnje srede opredelila do predloga SDS in Nove Slovenije do ustavnega zakona za zaščito premoženja Nove Ljubljanske banke pred Hrvaško. V tej komisiji so pristali nekdanji guverner Banke Slovenije France Arhar, strokovnjakinja za mednarodno pravo Dominika Švarc-Pipan, nekdanji predsednik nadzornega sveta NLB Gorazd Podbevšek, član Državne volilne komisije Drago Zadrgal in pa ekonomist, publicist in stalni komentator naše oddaje Rado Pezdir. Za zdaj je tudi videti, da sta dve tretjini poslanskih glasov potrebnih za sprejetje tega ustavnega zakona zagotovljeni. Mi pa bomo danes za vas komentirali, kako naj se Slovenija zaradi napada s strupi v Veliki Britaniji in afere Skripal, za katere naj bi stali Rusi, odzove do Putinove Rusije. Naj se Slovenija pridruži večini držav članic Evropske unije pri sankcijah oziroma izgonu določenega števila ruskih diplomatov ali pač ne. In komentirali ponovno imenovanje spornega državnega tožilca Harija Furlana za nov mandat na čelu specializiranega državnega tožilstva. Z menoj sta naš stalni komentator Rado Pezdir in današnji gost, politični analitik in publicist Boštjan M. Turk. Rado in Boštjan, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Zdaj, Rado, jaz ti čestitam, pač lahko v imenu oddaje, v imenu gledalk in gledalcev, da si član te posebne strokovne komisije za ustavni zakon, s katerim naj bi zaščitili premoženje do Nove Ljubljanske banke s strani Hrvatov. Zdaj pa povej, kaj boste naredili? Ja, komisija ima, kot si že povedal, 8 dni na voljo, časa ni veliko. Kljub temu lahko zagotovim, da delamo odgovorno in da vse relevantne dejavnike, informacije, pogodbe študiramo in da bo mnenja, ki bodo na koncu nastala, da bodo odražala dejansko te zadeve, ki so relevantne. Skrivnostni si. Ja, ne morem kaj dosti govoriti, ampak jaz mislim, da do srede boste že počakali in potem boste videli dejansko ta mnenja. To bi te še vprašal, kako pa to, da France Arhar vodi komisijo, on je sicer predlagan za strani... Ne. France Arhar ne vodi komisijo, poročevalka, to je prva med enakimi, je Dominika Švarc-Pipan. Aha, France Arhar je pa sicer, njega je predlagala stranka Modernega centra oziroma Miro Cerar, ne? Če tako, mislim, da prav razumeš zadevo, ja. Videl pa sem, da je bilo neki polemike v medijih okoli tega, da ni v tej komisiji nobenega ustavnega pravnika. Jaz to ne morem soditi, ne. Definitivno pa lahko rečem, da je pozitivno to, da ker gre že za Novo Ljubljansko banko in slovenski bančni sistem, da je vendarle tam vsaj eden ekonomist in to sem jaz. To se mi zdi smiselno. Drug del pa težko komentiram, ampak moram priznati, da sprejemam na znanje mnenje ustavnih pravnikov, ki so ga podpisali trije ustavniki. Dobro, skratka, počakati moramo do srede, da bomo videli kaj bolj konkretnega, ne? Zdaj predlagam pa, da gremo na vprašanje Evropa ali Rusija, ne? Oziroma komu naj se Slovenija pridruži, tistim, ki zagovarjajo ostrejše sankcije zoper Rusijo, ali naj tukaj, bom rekel, se postavi na stran tisti, ki ne mislijo izgnati slovenskih oziroma ruskih diplomatov. Zdaj, danes je vlada sprejela pa neko solomonsko rešitev, ne? Se pa neki minimalni ukrep, ne? Odpoklicala bo slovenskega veleposlanika iz Moskve oziroma iz Rusije. Pa me zanima zdaj vajno mnenje, kaj bi tukaj Slovenija morala narediti? Ja, če sem jaz prvi. Torej, to je zdaj kontraukrep, ne? Če bojo oni odpoklicali veleposlanika iz Moskve, ne, je to čisto drugače, kot pa če ti pokažeš vrata, se pravi, kor diplomatskemu osebju v matični državi. Predlog je bil, da bi naj Slovenija, ne, recimo, pa če bi se odločila za izgon enega ruskega diplomata iz Slovenije oziroma iz Ljubljane. Ne, sej to je zelo simptomatično, ta drža, kajti to ni nobeno naključje. Slovenija tudi ne bo nikogar izdala, oziroma izgnala, zato ker se pač ne more privoščiti, da gre stran z te poti, ki je začrtana zdaj že vsaj recimo od nekaj let,
ki vodi v Moskvo, ki ne vodi v Bruselj. Slovenska pot vodi v Moskvo in vodi v reintegracijo oziroma v namišljeno reintegracijo nekega propadlega komunističnega modela. Samo pogledajte reakcijo Združene levice na to, ne, govorijo o ameriškem imperializmu in tako. To, kar si privošči Putin, je nezaslišano. Putina se večina Rusov boji, ker ima tako moč, kot so jo imeli recimo Stalin ali pa ruski carji. Seveda zame in za mislečega človeka ni nobenega dvoma, da tako kot pa za strupitvi Litvinenka s Polonijem, tudi tukaj, tak strup, tako kompleksen strup izdelati, jaz nisem kemik, ampak tako kompleksen strup izdelati lahko naredi samo ena država. In ker je tudi motiv popolnoma sovpade jasno, da se to ni zgodilo brez Putina, zgodilo se je pa zato, ker ima Putin zdaj volitve in hoče pokazati doma, da je absolutni gospodar vsega, tudi v tujini. Kar je pa neko obnašanje, ki je popolnoma nesprejemljivo za Evropsko unijo ali pa za demokratičen razviti svet in zato demokratični razviti svet tudi ravna kot ravna, se pravi izganja ruske diplomate. Pri nas pa nek gospodarstvenik, ki ima podjetje v Ribnici, vodi zunanjo politiko. Misliš Janeza Škrabca? Ja, Janeza Škrabca, samo da ne bo potem zdaj kakšnih tožb ali karkoli. Hočem reči, vodi zunanjo politiko. Zunanja politika je popolnoma ideološko obarvana, ker nobena zunanja politika ne bi smela biti. Ampak zanimivo je bil, bom rekel, so bili ti nastavki današnje odločitve vlade. Pred sejo vlade je pač Borut Pahor, predsednik države, je predlagal, se nekako postavil na stran večine držav v Evropi, da bi pač naj izgnali enega ruskega diplomata. SMC je bila nekako, bom rekel, nekje na meji, izrazito proti temu pa sta bila Erjavec in pa Dejan Židan, se pravi Socialni demokrati in pa Desus. Zdaj oba dva sta govorila, da ni nobenih pravnomočnih dokazov, da bi naj res za tem napadom v Veliki Britaniji stali Rusi. Za tem napadom stoji Gaddafi, zagotovo. Hočem reči, kdo pa ne. Zanimivo je bil potem razplet. Po vsej vlade pa se je oglasil Miro Cerar, predsednik vlade, in je celo pač, bom rekel, nekako napadel Pahorja, češ Pahor bi se moral posvetovati z vlado, pa eden karkoli izjavljal o zunanji politiki. In vmes je pa zanimivo še to, da je pa Pahorjev sin Luka Pahor se pravzaprav tukaj postavil na stran Socialnih demokratov, ne na stran svojega očeta. Tako da je nastala neke vrste v bistvu zmešnjava in Cerar je mimogrede v tej izjavi celo omenil, da Pahor nima enotnega mnenja niti znotraj svoje družine, kaj šele znotraj Slovenije. Pa me zanima zdaj vajen komentar na to. Kdo je pravzaprav bil zmagovalec na seji vlade danes? Mislim, Pahorjeva pot je pot, ki ni pot Karla Erjavca. Pot Karla Erjavca je klonovska pot, medtem ko pot Pahorja je pa pot transatlantske integritete. In on se točno zaveda, da nas s tem, to, kar je pa tragično, poslušajte, to, kar je pa res tragično, je pa to, da nas s tem oddaljujejo od kohezivnega jedra Evropske unije, ki edino nudi zaščito preko evra, preko Schengena, v primeru kakršnihkoli in preko NATO seveda, v primeru kakršnihkoli večjih kriz, ki bi se tukaj pojavile. To je pa tragično. Še eno stvar je treba vedeti, zdaj pri tej distanci med Rusijo in med Združenimi državami Amerike, zadnji uraden obisk Slovenije v Washingtonu, se pravi v Beli hiši, je bil leta 2011, se pravi pred 7 leti. Ja, zadnji v Moskvi pa oziroma 27. v Moskvi pa včeraj, kot se reče. Rado, ti si čakaš verjetno na besedo. Ja, se opravičujem. To, kar je nazadnje povedal moj sogovornik, je zelo pomembna zadeva. Namreč mi smo del evroatlantskih integracij. Mi smo del varnostno-obveščevalnega sistema Evropske unije in NATO. Dejstvo, da je Velika Britanija se odločila za tako rigorozen ukrep, kot je izgon ruskega diplomatskega zbora, seveda kaže samo na eno zadevo, da je stvar resna, da to ni stvar neke izmišljije, da to ni zunanja politika neke balkanske kompanije od Triglava do Vardarja, ki je vse mogoče, ampak da gre za resno stvar. In s tem je Evropska unija dala Rusiji do znanja, da ne bo mogla penetrirati preko njihovih varnostno-obveščevalnih struktur na njihovem teritoriju, obračunavati z ljudmi. In jaz mislim, da je to edini izpričan interes Slovenije, da smo del te zgodbe. Ker smo del te zgodbe, mi nismo del nobene transsibirske železnice,
Nas Rusija ne varuje z ničemer, zavezništva nimamo nobenega v smeri vzhodne Evrope in absurdno bi bilo, da se odločamo, da izstopamo iz varnostnega sistema, ki ga imamo in se priključujemo varnostnemu sistemu, ki ne obstaja. Zdaj, te tendence so nekje uživele, če se spomnite tistih volitvah 2011, ko so nekateri romali k Musomeliju, drugi na rusko ambasado, ker jih Musomeli ni hotel sprejeti. In od takrat naprej imamo celo serijo teh norosti. Zadnja je bila seveda v Črni Gori, ko je Milan Kučan razlagal, da slovenski vojaki nimajo kaj početi na mejah Rusije, da si ravno so to tudi meje NATO. In mislim, da je nedopustno, da partikularni gospodarski interesi ujamajo zunanjo politiko cele države in jo vodijo. In dejansko to ni način, kako se zadeva počne. In jaz mislim, da bi se pa tokrat mogli pogovoriti, kaj in za koga zunanji minister dela. Po seriji norosti, ki jih je naredil, in tukaj imamo Novo Ljubljansko banko, tukaj imamo arbitražo, tukaj je zdaj še zgodba z Rusijo, je ta zadeva resnično grozljiva. To se pa, če jaz razumem, je ta naša zunanja politika naslonjena na Rusijo, je pravzaprav plod dveh stvari. Eno je nekaj ideoloških predpostavk, ki izhajajo že odprej, in drugo so neki interesi nekaterih poslovnežev, pa je bil tukaj omenjen Janez Škrabec, ki imajo očitno močan vpliv na Karla Erjavca in na zunanjo politiko. Spomnim na eno zadevo. Neka takšna kombinacija. Sam na eno zadevo bi spomnil. Pred leti se je oblikovala črna lista beloruskih poslovnežev na ravni EU. Torej, beloruskih poslovnežev, s katerimi podjetja EU ne smejo poslovati. Takrat, če se spomnite, je Karel Erjavec naredil en velik presedan in pred celo Evropo zahteval, da se iz liste izvzame poslovni partner gospoda Škrabca. In to je bila ekstremna pozicija, kjer so prvič zunanji ministri držav Evropske unije začeli razumevati, da se dogaja nekaj nenavadnega. In za tega jaz mislim, da upravičeno trdim, da gre za partikularne interese. No, se ta povezava očitno med gospodom Škrabcem pa med Erjavcem oziroma Desusom gre še dlje. Zdaj, ne vem, če verjetno se bo spomnila, da je pred časom je Desus vložil poseben zakon, predlog zakona o gradnji hidroelektrarn na Južni Savi, kaj naj bi gradil pravzaprav tudi Riko, ampak je potem kasneje ta zakon padel. Tako da očitno so te vezi prepletene bistveno bolj, kot bi smeli biti. Škrabec je sam povedal, da gre za najboljšega zunanjega ministra vseh časov. Tukaj to je javno znano. Torej, vsaka politika, sploh pa zunanja politika. Te stvari so zdaj preveč resne, da bi bile pač odvisne od takih interesov. Vsaka politika, sploh pa zunanja politika neke države mora služiti državi in ljudem, ne sme pa služiti partikularnim interesom, ker je to potem korupcija oziroma je to potem banana država. Ker pa tudi Slovenija se žal v zadnjem desetletju, vsaj od 2011 recimo naprej, žal spreminja v nekaj tazga. Če jaz razumem, vidva ocenjujete, da je to premili interes zdaj od poklica slovenskega veleposlanika iz Moskve. To je nično, a smo mi v EU ali nismo. To je brez veze. Treba bi bilo pač ravnati konsekventno, kot ravnajo države, jedrne države, Evropske zveze, Schengena in NATO. Pa malo je treba tudi na realna tla postaviti to govorjenje o tem, kako je Rusija velik poslovni ekonomski partner Slovenije. Jaz sem gledal podatke, Rusija je še na 7. mestu, celo za Bosno in Hercegovino. Če vam lahko na hitro razložim, ker poznam te zadeve. Predvsem je treba na hitro, ker imamo še 50 sekund. Približno 23 milijard je 800 milijonov blagovne menjave z Rusijo. Od tega je 41% odpade na Krko, ki ima podjetje registrirano v Moskvi. Se pravi, zelo jasen vam rata, koliko je ura, če to Krko odštejamo, ostane samo še Riko. Ko je zadnji Slovenc kandidiral, oziroma ko je Slovenc kandidiral za generalnega sekretarja Združenih narodov, so mu Rusi odtegnili podporo, ker ti Rusi bojo z nami naredili uporabiti in odrabiti. To je tako. Torej, so mu odtegnili podporo, pa je skakal okrog njih, pa hodil do kapelce ruske, pa ne vem kaj, ampak so rekli ne. Tako ravnajo. Medtem ko NATO, Evropska unija nikoli ne reče ne, ker smo v partnerjatu. Dobro, zdaj prišli smo do konca tega prvega dela oddaje, moramo zaključiti, gremo na oglase, po oglasi pa se vrnemo k novemu staremu vodji specializiranega državnega tožilstva Hariju Furlanu.
Hvala.